Ojano. Vi ste čisto nori. Se mi zdi, kot da drugega špika s kakšnimi iglami, kdo bo bolj brutalno primitiven. In to v 160 znakih. In to v 160 znakih, kjer se vsi potrude so zgoščeno, grezničarski. Tako da... Če vam trka na vrata in nimate čiste vesti, vas je najverjetneje dobila Slovenka leta 2013 in borka za pravice ljudi, ki je zaljubljena v kraju, v katerem živi. Evgenija Carl, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro tudi z moje strani. Zdaj, jaz vem, za razliko od vas, da nas čaka ena dobra ura zanimivosti. Zato jaz predlagam, da začnemo z enim majhnim presenečenjem. In sicer smo izvedeli, da je tiramisu ena taka zelo pomembna zadeva, če ne celo sveta, tako da smo zrihtali en tiramisu. Glej njih, no. Že tako je na začetku tako presenečenje. Pojem zdaj, ne, nimamo časa, bom na koncu, okej? Za zajtrk, lepo. Bomo dali kakšen komat vmes, pa bo. Kako ste vedeli, da danes nisem utegnila zajtrkovati? Ja, jaz vam povem samo tako, če ugasnemo luč, ta tiramisu hitro zmanjka, po mojem, vsi trije bi ga naskočili. Ampak jaz branim svojo trdnjavo, zdaj ne prijete zraven. Hvala, fantje, kaj naj rečem. Potem se posladkamo skupaj. Z veseljem. Bom delila. Bomo še kakšne kafe skuhali. Kako ste vedeli, da tiramisu? To ne smemo povedati. Vsak dober novinar pravzaprav ne pove ravno vira. Ne razkrije vira. Je pa res, da jaz naredim tudi odličnega in zmanjka še preden ga dam v hladilnik skoraj. Tako da ste zadeli, no? Ja, vemo. Ma ne samo tiramisu, še par sladic vem, da je zelo takih priljubljenih na jedilniku. Bom začela razmišljati o virih, tako da ustavim se. Bomo dali eno pesem, ki v bistvu mislim, da se vas je močno dotaknila in bomo o tem tudi mogoče kakšno besedo kasneje. Dobro jutro, Evgenija Carl z nami v studiu Radia Kapris in dobro jutro tudi vsem, ki ste v naši družbi. Jutro. 8 pa malo manj kot 10 minut. Žiga, Aljaž in Evgenija Carl v studiu Radia Kapris. Ta pesem vam je stala precej v srcu, če se prav spomnim, ne? Non mi avete fatto niente. Res je, ja. Bilo je tisto obdobje, ne, se vemo, terorističnih napadov in sta potem vrhunsko pač na Sanremu, ne, je odpela pač dva artista, dobra artista italijanska in res odličen odziv, ne, nič mi niste storili, kljub temu, da ste, bom rekla, pobijali, ne, ne pustimo vam do živega s tem, ne, tako da zelo pomenljiv naslov, zelo pomenljiva pesem, besedilo, tako da ja. Všeč so mi vsebinske pesmi, ne? Se pravi, ki se odzivajo na družbena dogajanja, tudi taka huda, kot so bili v tej pokoli, no? In mislim, da je pravo mesto zanje tudi na festivalskih odrih, no? Kjer sicer dominirajo bolj ljubezenske, lahkotne vsebine pesmi. Ampak ta je bila recimo na Sanremu in da imate Sanremo, to smo že ugotovili. Imate radi še kakšne talent shove, ne vem, kakšen najljubši, ki ga radi večkrat spremljate? Ne gledam zelo, čeprav jo ustvarjam, zelo malo gledam televizijo, moram priznati. Morda jo odprem 2-krat na teden in še tu sem, se pravi, čas, ki ga lahko nameniš televiziji, tako potem ob 10 že padem v komo, ne? Od utrujenosti. Zelo znano tudi meni to. Tako, zaspim na kavču, tako da si skrbno izbiram vsebine, ki jih gledam in ponavadi so kakšni dobri dokumentarci ali pa res kakšen film tedna na nacionalki. Informativnih oddaj na naši televiziji pa moram priznati, da že od decembra ne gledam, razlogi so znani. Je mogoče kakšen takšen film, ki ste ga videli v zadnjem času, ali pa dokumentarec na koncu dneva, ki bi ga izpostavljali, pa da je pustil en pečat, mogoče eno perspektivo drugačno? Gledala sem en film, tak, ne vem, zdaj ste me presenetili, ne vem, kako me naslov, ampak gre za film po koncu druge svetovne vojne. Vmes se prepleta neka ljubezenska zgodba, ampak poanta filma je v bistvu odpuščanje med, bom rekla, med nacisti in zavojevalci in žrtvami oziroma
državo, ki je bila okupirana strani. Tako, plete se skozi neka ljubezenska tudi zgodba, ampak izredna dobra igralska zasedba, ne hollywoodsko poznana. Tako da me malo tako me je prevzela. No? Sicer hollywoodskih seritev nimam preveč. Aha, kateri pa v bistvu je nek najljubši film? Švedska produkcija mi je všeč, nizozemska, torej Skandinav. Temnomodra, skoraj črna, recimo film odličen, ali pa Brata. Ta produkcija. Italijanska? Italijanski filmi ne, absolutno ne. Tudi nadaljevanke ne, nimam rada italijanske produkcije, res ne, tudi Che tempo che fa so mi pa itak ukinili za nedeljo. Ja, Facija zdaj je odpeketal. Kar mi je izjemno žal in je nekaj usporednic z našo televizijo, tako da o katerih ne bom, o katerih sigurno si slutite, kaj želim povedati. A je kakšna od teh vaših zgodb, taka, ki se jo večkrat spomnite, ker so v bistvu kot neke sorte, lahko rečemo, se vas dotaknile in vas spravili do tega, da vas ljudje danes verjetno tudi toliko lažje prepoznajo, ne vem, mislim, postavili ste pred kateder bivšega župana mestne občine Koper Borisa Popoviča, pa Aleksandru Pivec, pa Janeza Janšo, pa tudi doktorja Janeza Cimermana, pa podjetje Marin Blue in Selea, pa črnogradnjo Vitoslava Tirka, pa lokalne prodajalce biozelenjave ob cesti in kupljene zelenjave v Trstu. Skratka, verjetno se še marsikaj najde. Katera je tista, ki je bila najtrši oreh? Najtežja od vseh, ki ste jih našteli, je bil sigurno ta primer zdravnika. Zakaj? Ker mi vsi vemo, da novinarsko poročanje ni samo razkritje, lahko povzroči ogromno škodo. Lahko nekoga spravi ob poklic, ob kariero, ob imetje, ob dobro ime, in tu profesionalni novinar mora postaviti si res mejo. Ne? In to zgodbo sem raziskovala res več mesecev. Lahko bi, ne vem, intervjuvala 2 zdravnika in pač kontrastran in zaključila zgodbo v minutki in toliko, ampak vedela sem, da to ni to, da če hočem resnično dokazati to, kar se je slutilo, da moram kopati globje. Se pravi, moram resnično zajeti cel spektr, preizprašati zdravnike po celi Sloveniji, ki so imeli izkušnjo, od zbornice do etične komisije, če hočete, do zgodovine tega zdravnika, se pravi, izvor v Nemčiji, tudi do tja sem prišla. To je terjalo res več mesecev kopanja in še tu bi vedno lahko rekel nekdo, vse mogoče pa ni tako. Potem sem se odločila, da naredimo en test z neko babo, z dekletom, ki je imelo popolnoma zdrave noge, žile, mlado dekle. Najprej smo pač 2 imeli v igri, vendar pri eni se je izkazalo, da ima malenkost. Res? Neko malenkost, povsem neznatno malenkost, se pravi, v nekih normalnih okoliščinah bi bila tudi ona zdrava. Vendar jaz sem hotela, da res nima česa. 150% čisto. Ne? In ko smo izvedli ta eksperiment, to zadevo, smo potem se odločili, gremo v eter. Imela sem ogromno materijala, vedela sem, da tega ne bom v enem dnevu. Ne? Tako da sem si potem pustila osnovno zgodbo in nadaljevanje. In potem nadaljevanje so se kar odpirala, ker so se pač oglašali razne institucije, od zbornice do, kot rečeno, etičnih komisij, do ministrstvo, se pravi, celo ministrica, ki je popravljala oziroma, se pravičujem, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, ki je tudi zdravnica in popravljala za tem zdravnikom in potem smo šli v to zgodbo. Brskali smo, res je težka zgodba, ker je težko zadje. V medicini ni enoznačno nekaj, ne.
nekdo ima lahko en standard, drugi drugega, eno metodo, drugo metodo, ampak ko smo vse to vrgli na pladenj, se je izkazalo, da je to res huda zgodba. Zdaj, pri teh vaših prispevkih včasih dobi človek občutek, da bi lahko praktično šlo za plot nekega scenarija, nekega filma. Pa me zanima, od teh afer, ki ste jih našteli, kje ste se najbolj počutili osebno vpleteni, oziroma kaj je na vas, kot prej recimo nek način pri filmu pustilo nek pečat, oziroma kje ste največ žrtvovali del sebe? Ali vsaka od teh zgodb na nek način terjala nek svoj davek? Seveda se profesionalni novinar vedno mora ugraditi osebno, ne? Hočem reči, ne sme puščati čustev, ne? Distancirati se mora, ugraditi pač od neke zgodbe. Jaz se čustveno ne vpletam v svoje zgodbe. Je kakšna, ki me malo bolj, mogoče predvsem, kadar gre za ranljive skupine, kadar gre za otroke, starostnike, ko gre za nekoga, ki mu ti moraš posoditi glas, ker se sam ne znajde v sistemu, ali ga je sistem zavrgel, ali ga ignorira, ali ne more priti zraven. Zdaj, če bi rekla, kaj se mene veseli, če poročam tudi, ne vem, pred dolgimi leti, če je avto zbil nekega otroka pred neko šolo, pa so dali tam potem zaradi poročanja nekega ležečega policaja, pa me tudi to zadovolji, ne. Ali pa, ne vem, če se spomnite zgodbe tiste starostnico, no, da se pravilno izrazim, v Luciji, ki so jo našli tako, ker jo je ta pač, ne vem, če se spomnite, ni važno. Ta zgodba me je prizadela, ker so pač neko starostnico našli v lastnih iztrebkih, ker so jo zanemarili, jo je ta partner, kaj je že bil, pol stoletja mlajši, jo je pa zapostavljal. No. So take zgodbe, no, ki me prizadenejo, ampak jih poskušam profesionalno odfurati, bi se reklo, izpeljati. V bistvu, pri vseh teh zgodbah, Evgenija, se mi zdi, da tako ali drugače novinar se mora znati distancirati. Ne? Ravno zaradi tega ste nekateri tisti, ki to premorete. Jaz vem osebno iz osebnih razlogov, ker sem preveč čustven, ne bi uspel recimo tega narediti in tle gre ena velika pohvala ravno vam, ki to upravljate. Se mi pa zdi, da včasih koliko je v bistvu, tako bom vprašal kar direktno in surovo, koliko je iskanja, ne govorim, da je to v vašem primeru, ampak verjamem, da recimo v kakšnih drugih oddajah je tako, iskanje šova in pozornosti, kot recimo danes na internetu moderno clickbait, torej narediti eksploziven naslov, da nekdo klikne gor. Koliko je pa tega? Vse to je novinarska bolezen tega obdobja, ne, tega časa, je zasledovanje pač branosti, poslušanosti, gledanosti. Senzacionalizma v bistvu. Senzacionalizma, se pravi ustvarjati neke izredne razmere, prepotencirane, se pravi zgodbe, krmiljenje iz nekih ideoloških ali pa ne vem, drugih vzgibov. Veliko preveč je tega, zato se mi zdi, da se moramo novinarji, kako bi rekla, držati nekih standardov, ki veljajo v novinarstvu, vse ostalo pa ni novinarstvo. Ne? Vse ostalo je navijaštvo, je pravljičarstvo, če hočete, senzacionalizem, bombastičnost. Tako da jaz se tega ne grem. Še bolj kot to pa moti seveda ta, bom rekla, politični vzgibi, ki vodijo novinarja, da nekaj poroča ali nekaj nabija, rečem jaz temu. Govorite to tudi v RTV-evem primeru v zadnjega obdobja? Ja, absolutno. Se je, mislim, živi in otipljivi dokaz tega, ne. Kaj pomeni amaterizem, neprofesionalnost, neznanje in zasledovanje enega samega cilja. Ne. Damo kratko pauzo, glasben premor in nadaljujemo že čez nekaj trenutkov. Četrtkovo jutro in gostja v našem studiu Aljaž Žiga in z Evgenijo Carl razpravljamo malo o novinarstvu, o sami Evgeniji, pa pridemo še do par zelo pikantnih zadev, ampak jaz bi nadaljeval z eno tako zanimivo zadevo. Letos namreč Evgenija obeležuje 10 let od prejema nagrade Slovenke leta. Naslednje leto pa je 30 let
delo v novinarstvu. Se spomniš mogoče tega, Evgenija? Preden se poslovimo, še opozorilo. Zunanje ministrstvo do nadaljnjega odsvetuje potovanje na območje severozahodnega dela Bosne in Hercegovine, saj je tam tudi zaradi zaostrovanja kosovske krize prišlo do poslabšanja varnostnih razmer za tuje državljane. Toliko torkovi informativni oddaji, današnja novinarska in tehnična ekipa vam želita lep preostanek dneva in nasvidenje do jutri. To je bilo pred 25 leti in 10 kilogrami. Lepo. So to neki spomini, ki... Ja, lepi spomini so. One se... takratna odgovorna urednica nas je 3 ali 4 novince dobesedno vrgla v morje. Plavaj ali se utopi. Enostavno. Zelo črno-belo. To je bila tudi moja praksa na Kapri. Ja, tako da nekaj časa smo res, rečem jaz, trgali Tanjuge, ne, ali pa zdaj bi STA-je in pisali vremena, vesti o vremenu. Potem pa je kar nekaj ne bi šla v moj pisarni in rekla, da jutri boš pa začela voditi Primorsko kroniko. Zdaj Primorsko kroniko. Pa sem rekla, prosim, še enkrat, če ponoviš. In tako smo šli. Začetki so bili seveda opotezdajoči se, spotikajoči se. Marsikatera gaf se je zgodila. Ampak srečo imam, da sem imela dobrega mentorja, dobre mentorje za sabo. Jaz mislim, da to novinarstvo je izjemno pomembno, da imaš dobrega mentorja, ki ti črta tvoje tekste, da greš jokat na stranišče in si rečeš, zgrešil sem v solzah, zgrešil sem poklic, jaz tega ne bom več delala, ne. Ampak potem pač se zverziraš, ker novinarstvo je obrt, kot čevljarstvo. Moraš se naučiti zaznati zgodbo, jo na terenu pravilno obdelati, potem, ko priješ v pisarno, tako dalje, neko rdečo nit vleči. Obrt pač. Zdaj, ko poskuša človek vas googla po domače povedano, oziroma vas najde na internetu, o vas ne najde ravno veliko, se pa najde dosti o vaši družini, že kar na vašem Facebook profilu. Zdaj več po mojem ne boste razkrili čez nekaj trenutkov. Kmalu se vrnemo nazaj v studio z Evgenijo. Dobro jutro. Jutro. Še pol ure do 9, Žiga Aljaž in Evgenija Carl v Jutro Radia Kapris v četrtkovem intervjuju. Evgenija, malo prej smo o tem tudi govorili in sicer tudi izven etra smo se pogovarjali, da je v bistvu novinarstvo sploh doživelo preobrazbo tudi z vstopom socialnih omrežij. In Aljaž je nekaj na to temo že napovedal. In sicer, kakšen odnos imate vi s socialnimi omrežji? Socialna omrežja so sigurno spremenila tok novinarstva. Ne? Danes vemo, da je tako rekoč novinar lahko že vsak ima telefonček in posname dogodek, nesrečo, ne vem, potres, karkoli in se javi v živo. Pomembno pri tem je, kako javnost loči prave novice od fake novic. Kako loči neko novico, ki bo resnično obdelana novica, novinarsko obdelana, ali pa tista, ki je kar vržena v eter. Vse vemo, da imamo poplavo tudi namerno zgrajenih lažnih novic. Sigurno je se pravi, včasih smo lahko neko novico zadržali ali pa jo imeli v paci do večera. Danes pa ob 7 zvečer ne morem poročati enako nečemu, nekem dogodku, o katerem na spletu berem v postelji, ko se zbudim, ko prečekiram pač medije. Ne? Je čez dan, se pravi, težje delo za novinare, ker more nadgraditi to novico jutranjo, ne. In nas je vse malo, to družbeno mreže so nas malo brcala, ne, bom rekla, k neki nadgradni novic do večera, ne. Kar pomeni, da je to seveda dosti bolj naporno, ne. Včasih smo eno novico šli na teren, ne vem, danes in objavili čez 2 dni, ne. Ja.
tako, zelo ležerno smo novinarji bolj živeli. Bilo čas do dnevnika, ne? Kar se tiče pa družbenih omrežjih, ja, jaz imam svoj Facebook profil in nič drugega. Na pametni mi ne pade, da bi šla na Twitter, kaj tazga, to je res ultra greznico. To si bom vzel, to poimenovanje ultra greznica si bom dal v svoj repertoar. In to lahko stojim za tem, ker je resnično tam pa res se strgajo sketneci, ali anonimno, ali neanonimno. Se mi zdi, kot da drug drugega špika s kakšnimi iglami, kdo bo bolj brutalno primitiven. In to v 160 znakih. In to v 160 znakih, kjer se vsi potrude so zgoščeno, grezničarski. Tako da je Facebook, ja, objavljam, kar se mi zdi zanimivo, kar je za objaviti, včasih komentiram kaj, objavim kaj, kar poslikam na terenu. Ravno to sem hotel navezati, v bistvu ničesar ne skrivate na svojem FB profilu praktično. Razen čisto zasebno, čisto nekaj zasebno. Samo za prijatelje. Ampak jaz sem taka, da igram na odprti sceni, sem precej nezanimiva kot v zasebno. Vidite, ste rekli prej, da nič ne najdete o meni, ker sem res nezanimiva. Ne, se ne bi strinjal. Kar se tiče morda službeno, seveda zaradi svojih pač poročanj, lahko da sem, ampak zasebno res nisem dolgočasna. Ja, do tega še prijemo. Jaz ne verjamem, ampak kaj bomo videli. Lahko stavim dolgočasno, tako da. Zdaj, v bistvu, ko gledaš, oziroma ko že nekaj najdeš o vas na internetu, pač dobiš tako sliko, da imate v vseh stvareh eno tako trdo mnenje, oziroma da ste konkretni v svojem razmišljanju in tudi v jeziku. Zdaj, ste morali kdaj kakšno stvar še enkrat premisliti ali pa narediti korak nazaj ali pa mogoče reči, tukaj pa sem mogoče šel preveč naprej, je kaj tašnega, kar... To se vsak dan ne rečem. Da nisi mogla biti tiho. Dobro. A res to rabiš? Kaj to neka vsakdanja borba, ki... Ja, kaj, di tiho. Starostjo si moraš pridobivati prijatelje, ne sovražnikov. In jaz si pridobivam sovražnike. In tle nekje se mora nekaj nehati že. Res. Tako da zadnji čas se kar bremzam. Že imam... send ali pa objavi, tak. Delete. Zbrišemo. Ne, ker v tem kaj, ne? V tem moraš zelo nadzirati odzive, ker ne dovolim, da na mojih družbenih omrežjih ali pa res se ljudje zmirjajo, zbadajo, žalijo. In že tako mi kakšna stvar uide, ker nimam časa spremljati. Potem raje ne objavim, kot da bi se od spodaj zlilo. Ponavadi predvidim, katera objava bi sprožila burne reakcije, tako da sem se tle že malo avtocenzuriram, kar je seveda prav. Kratek glasbeni predah in nadaljujemo s pogovorom z Evgenijo Carl v našem četrtkovem jutru. Dobro jutro. Jutro. Četrtkovo jutro in naša gostja Evgenija Carl. Še enkrat dobro jutro vsem tisti, ki ste v naši družbi. Kmalu se vidimo tudi na YouTubeu in na ostalih družabnih omrežjih. Zdaj, Evgenija, vaš novinarski slog izredno spominja tudi na tistega, ki je moč vsaj nam lokalnim, ga vidimo pri Lejene, pri Strišala noticija. A imate kakšnega vzornika, vzornico mogoče iz novinarskih krogov? Niti ne. Ampak mislim, da ko delaš take zgodbe, tako da jih delam, jaz ne moreš biti, jaz rečem megla brez burje. Se pravi, moraš z neko strastjo delati, ne? Z neko energijo in strastjo, ker nekdo, ki bo pobral, ne vem, ta zdravnik, veste, reže žile zdravim ljudem, ne? Se ni zgodilo koncu nič groznega, ne? Zdaj, spet ne smemo pretiravati, ne? Da bomo delali prevelik, ampak neka zmirnost, neka energija, absolutno v poročanju mora biti en svoj slog, vsak novinar mora imeti nek svoj prepoznavni slog, ne? Da, jaz rečem, da ko gospodinja ima v dnevni sobi prižgano televizijo in kuha in sliši in reče, to je, ne vem, moj novinar, ki ga rad posluša, pa pride, ne? Mora že neka energija, nek glas, ko že v začetku more. Vsak ima svoj trademark, torej nekako. Trademark, recimo, nimam pa nekih vzornikov, da bi zdaj ali kopirala koga ali ne, absolutno ne. Pač jaz sem taka, kot sem v službi tudi, kako bi rekla,
to energijo imam tudi sicer, no, mislim. Ni, da se zdaj pretvarjam na te ali oni strani. Mogoče ste vašim na nek način trademark načinom novinarstva. Jaz sem pripričan, da ste dobili kakšno ponudbo za delo v prestolnici. Ne? Me zanima, če mogoče prišlo ta ponudba mogoče strani Pop TV, a mogoče Planeta TV, mogoče celo Nove 24. Ja, slednja me zanima. Imen ne bom, ta druga je izključena, absolutno. Tam večkrat nastopam, ampak negativno. Na drugi strani mogoče. Ja, negativno tam nastopam. Govorimo o Novi 24. Ne? Ja, seveda. Sem mi predstavljal. Ja, samo da ni slučajno Planet. Ja, tako. Ne. Sem dobila, o imenih seveda ne bom, bila je mamljiva ponudba, priznam. Jaz sem precej zvest človek, hočem reči, čutim neko pripadnost. Hiši, v kateri delam, toliko let že in se mi zdi, da nacionalka je vseeno nacionalka. Pa pustimo nacionalko danes, zdaj, v tem trenutku, zadnje leto ali pa zadnji 2. Mislim, da tudi zdaj veliko kolegov je odšlo, jaz jih razumem, absolutno jih razumem. V Kopru 7 smo malo bolj, je 100 kilometrov narazen, čeprav čutimo to agonijo, ki se je zdaj dogajala in zdaj se to masakriranje, res mrcvarjenje, ki se je zdaj dogajalo, smo čutili seveda, ne pa toliko kot kolegi, ki so vsakodnevno bili vpeti v ta grozljiv delovni proces. Nekateri so odšli in jih razumem, sama nisem, ker se mi zdi, lažje je oditi, težje je ostati, ampak je pa tudi prav bilo tako, ker tukaj nazadnje gre za neko čisto eksistencialno vprašanje, biti novinar ali ne biti novinar. Ne? Novinar se mora izkazati predvsem v težkih pogojih, pravim jaz. V težkih pogojih ohraniti profesionalno držo, integriteto in delati navkljub vsemu profesionalno. Mislim, da je to tisto eksistencialno vprašanje, biti ali ne biti novinar, si ali nisi novinar. V bistvu mene še zanima, če smo že omenili, še bi se navezal trenutek na Novo 24. Zdaj, a vam obaske, kot je ta, pridejo slučajno do živega? Ja, ker smo ravno govorili, da na Novi 24 niso največji oboževalci Evgenije. No, pa dajmo slišati, kaj so nazadnje tudi povedali. Ona je postala Slovenka leta, ona je razkrinkala solatno mafijo, ki se je poglobila tudi v nabavo zaščitne opreme, konkretno ventilatorjev. Treba je narediti afero, treba je nažigati po Počivalšku. Tukaj pa je šlo že predaleč, gospa Carl, Slovenka leta, raziskovalka solate. Če bi se vprašali mene, bi to ugasnil. Oziroma bi rekel, obvezni prispevek za RTV mora postati prostovoljen. Lahko te osebe, prosim, ne komentiram. To je vaša prica, oziroma oče ste že s tem povedali vse. Jaz imam eno tako, mogoče se sliši kruto, mantro. Določenim ljudem ne dajem statusa v sebe. To je zelo, mislim, to je legitimen pogled. Zame ne obstajajo in jih seveda tudi ne bom komentirala. No, glede na to, da ste, kot ste sami omenili, še vedno na TV Koper, ostajate tudi zvesti, torej tudi ne samo RTV kot hiši, ampak tudi svojemu kraju. Ja, je ni sile, ki me odžene od morja. Svojemu kraju, mislite, kjer živim? Tako, ja. Ja, v bistvu, kjer sem živela skoraj vso svojo mladost in otroštvo, živim še danes. In nimam nobenega namena, da bi šla kam drugam, ker mi je silno udobno tam, ker sem, ker imam vse na walking distance razdalji, se pravi, lahko grem v pidžami v trgovino ali po mesnico. Imam super lokacijo in mi olajša življenje, tako da je kar v redu. Sem tak zapečkarski tip, krajevno zapečkarski tip, no. Kaj ne rečem, čeprav izjemno rada potujem in tudi potujem, ampak ja, bivansko pa ne bi šla od tam.
Super, jaz predlagam, da damo malo glasbe in se vrnemo nazaj v studio v četrtkovem intervjuju z Evgenijo Carl. Dobro jutro. Jutro. Še nekaj minut je do 9 v naši družbi, pa še vedno Evgenija Carl. Dobro jutro, sem skupaj. Dobro jutro. Alora, ko smo že pri lokalnosti, kateri župan, Evgenija, 4 lokalnih občin naših, torej Piran, Izola, Koper in Ankaran, po vaše najbolje upravlja svoje delo in po vaše, kdo se sploh ni izkazal ali morda drugače se ni imel možnosti izkazati? Ta trenutek, zdaj, ta postava ali mogoče prejšnja? tudi kaj za nazaj, če imate kaj še na koga kakšnem zdaj računu. izpostaviti, tako ali drugače. Zdaj ste me našli. Jaz nimam simpatije ne do lokalnih, ne do nacionalnih politikov. Politika mi sploh ni simpatična, nobenih barv. Tako da Okay, ne bi znala, je pa res, da me moti naslednje. Tolerantnost prebivalcev, občanov, predvsem ene občine, ki so na križ pribijali in bi ga nesli ven, enega župana, zato da ni ta župan in je prišel nov, se mu pa tako rekoč je brez kritike. Pa tudi dela takšne stvari, da ne. To me pa zelo moti, ta dvojnost prebivalcev, ki enega župana bi ga, ne, drugega mu pa tolerirajo marsikaj. Recimo, samo pa boste vsi vedeli, zakaj gre, parkirni režimi, podražitve v Kopru. Okay? Zelo tolerantna skupnost občanov, ki bi prejšnjega župana odnesla z nogami naprej, bom rekla, metaforično seveda, medtem ko drugemu pač Se oprosti. se oprosti, dajmo plačevati. Ja. Zanimivo. Je mogoče še kdo na spisku, ki bi ga izpostavili? Ma kaj pa vem, mi živi smo primer amaterizma je bil prejšnji piranski župan, kaj ne rečem. Ja, do tega niste skrivali niti na Facebooku. Ne skrivam, mislim, zakaj bi pa skrivala, no. Mislim, da se ni prav odločil. Jaz sicer face fant, ne rečem, nič osebno, da ne bo pomote, ampak mislim, da se kot župan. Kvečemo poslovno se gleda. Ja, zgolj nikoli ne bom osebno, nič, nobenih kritik, nič, ampak mislim, da se kot župan ni ravno izkazal, no. Imamo pa še eno presenečenje. Še eno? Ja, eno, tako ful zanimivo. Po mojem, dokaj nepričakovano. Nekdo nam je poslal sporočilo. Čau, mami. Večina te pozna kot trdno, odločno, neustrašno. Kar tudi si. Veliko manj pa poznajo tvojo mehkejšo plat. Si izredno ljubeča, pozorna in prisotna mama. Vedno polna zame neprecenljivih nasvetov, brez katerih včasih res ne vem, kaj bi. Zadnji 2 leti pa nisi samo mama, ampak tudi do všeč zaljubljena nona. In tvoj Timki, kot mu rečeš, ti danes poroča tole. Moja nona. Vi ste čisto nori. Zdaj veš, odkot ideja za tiramisu? Vem. Komplot ste zgradili in me zdaj spravili do sos. Ja, moje ljubezni, to so moje ljubezni. To je pa moje življenje, to je pa moje pravo življenje. Nad vsem, daleč nad vsem in ki me dnevno srečujejo. Tako da, hvala za tole, ampak evo, to je moja mehka plat, vidite? Jočem že itak tudi ob filmih, tako da je jasno. Jočem kot dež. Čeprav si reče, Evgenija, trdna osebnost, tebe nič ne dotolo, ni res. Zdaj bi se... Zato smrklja. Tak bo še slišala malo. Danes jih bo še slišala. No, še sina ne moram vklopiti. Seveda, smo ga želeli vklopiti, vemo, da je v tujini. Ja, je v Španiji, na Kanarskih otokih je študira, tako da čau, Matija. Če se ne motim, se radi poimenujete, da ste kot eni 3 mušketiri in da ste v bistvu tudi ponosna nona, ne? In kako vam pa ta vloga, kako pa Evgeniji ustreza vloga none, oziroma kako se znajde v tej vlogi? Čudovito. Moj vnuk me obožuje, ful rad. Kako se znajdem? Super se znajdem. Kako bi rekla, me
fantek ima svoje starše in spoštujem to, kako ga oni rihtajo in ne grem čez to. No, ona mora biti za razvajati, ne Tako, za razvajati, naskrivaj malo. To si meni tudi govoril. Ja, tako da moja velika ljubezen je ta otrok, je res mi je osvetlil, osončil življenje, res. Čudovit otrok in ponosna sem na hčerko, ker je izjemna mama, nazeta na vse, skratka, cool smo. To se zelo Trije mušketiri pa izhaja iz naših potovanj skupnih, ko sta bila otroka še doma in smo veliko skupaj potovali. In smo bili trije mušketiri vedno zadolženi, jaz seveda za finance, jasno, da smo potovali, ona dva pa za logistiko. Za logistiko, eden je trasiral, naredil program, drugi je čekiral letalske karte. Skratka, tako smo funkcionirali kot trije mušketiri, tako da smo vedno hodili sami na dopuste, na potovanje brez agencij, tako da smo se znašli. V lastni režiji. Ja, od tot te trije. Lepo zveni, no? Trije mušketiri so vedno držali skupaj. Evgenija, mi smo izredno veseli in ponosni, da smo vas lahko gostili v jutranjem intervjuju, ker je vaše delo neprecenljivo, predvsem pa smo počaščeni, da ste nam pokazali tudi Evgenijo kot osebo, mamo, nono in v našem primeru tukaj tudi prijateljica, tako da za vas bomo vedno na voljo in hvala, da ste prišla. In tudi eno staro sentimentalko, to ste pozabil reči. Vidiš, to je tako. Hvala vam za povabilo, iskreno hvala in za vse te vložke in audio vložke, eden me pač spravil solze in tako je tudi prav. Ja, mislim, da je bil tisti sek, ki je spravil do solz, da je bil pravi. Da, tistega smo v bistvu vsi komaj čakali. Ja, in še enkrat seveda hvala za tiramisu, ki ga bomo zdaj z užitkom pojedli. In ne pridite blizu, prosim. Bravo, hvala Evgenija, bodi fajn. Hvala. Čau. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capris. Dobro jutro, Radio Capris.